Na slovenski strani občina Šentilj, na hrvaški strani občina Goričan. Obe omenjeni mesti do sedaj nista razmišljali o turizmu. A z letom 2018 se bo to spremenilo, mesti pa si bosta med seboj celo pomagali. Zanimiva naveza, ki je nastala na pobudo občine Šentilj. Ja, to pa zanimivo vprašanje. Poglejte, jaz, ko sem razmišljal, koga od partnerjev, sem šel v Međimursko turistično zajednico v Čakovec in me je ta gospod Rudi sprejel, rekel, jaz bi pa mogoče imel priložnost, da spoznate tega, in smo se spoznali. In slučajno smo spoznali, da je to popolnoma ista zgodba, ko se je to zgodilo v občini Šentilj oziroma starem mejnem prehodu. Imajo oni isti stari mejni prehod, imajo isto Madžarsko zraven, imajo isto Muro in tako dalje. In tako smo prišli do tega, da imamo iste probleme in sem rekel, če imamo pa iste probleme, pa moramo skupen projekt narediti. Zakaj torej sploh gre? Za projekt, ki nosi ime Prebujanje oziroma Buđenje, se je občina Šentilj povezala, kot rečeno, z občino Goričan in partnerjema Zavodom za turizem Maribor-Pohorje in turistično skupnostjo Međimurske županije. Vsi omenjeni so se skupaj s tem projektom prijavili na javni razpis v okviru programa sodelovanja VA Slovenija-Hrvaška. Med 112 prijavljenimi projekti jih je bilo odobrenih le 12. Prebujanje je eden izmed njih. Vrednost projekta je okoli 1 milijon evrov, od tega bo od Evropske unije pridobljenih 85% nepovratnih sredstev, preostanek bodo financirali omenjeni partnerji sami. Zame osebno je to en velik izziv, kajti v občini Šentilj se do sedaj ni govorilo o trajnostnem turizmu, nismo razmišljali o turistih, nismo razmišljali o turističnem produktu. Šele s tem projektom bomo začeli razmišljati malo globje, malo drugače in pa seveda zagotovo pričakujem, da bo s temi turističnimi produkti tudi več obiskovalcev. Omenjeni produkti so med drugim preureditev Keltske poti, ki bo z informacijskimi tablami na postajališčih opozarjala na dogajanja iz preteklosti in bo namenjena vsem generacijam. Obnova propadajoče zgradbe na starem mejnem prehodu v Šentilju, ki bo postala informacijski turistični center, ter obuditev energetskih vrelcev. Tudi občina Goričan je predstavila svoje produkte, nas pa je predvsem zanimalo, kako bosta mesti oglaševali svoje produkte. Ideja samog projekta je takova da smo mi vrata istočne Europe, Goričan, a vi zapadne Europe. I radit ćemo ne samo na kontinentalnom turizmu, ti naši uredi, nek će raditi i na drugom turizmu. Kod vas recimo skijanje, planinski turizam, a kod nas more. Tako da će kod nas, na našem turističkom, jer to je ulaz u Hrvatsku, na našem turističkom uredu, bit će informacije od vas, vaše turističke zajednice, Šentilja, za cjelokupni proizvod Slovenije, prvenstveno, naravno, za Šentilj. Isto tako u Šentilju planiramo za Hrvatsku i Goričan. Tako da s dvije strane, to su dva jako velika prelaza. Jedan najveći prelaza u Hrvatskoj je Goričan, a Šentilj je bio isto tako nekad frekventniji. Občini Šentilj pa bo pri promociji kot partner s kampanjo pomagal tudi Zavod za turizem Maribor-Pohorje, saj bo to pozitivno vplivalo tako na Maribor kot Slovenijo. Ne želimo lokalpatriotsko delovati, ampak želimo mednarodno delovati. To pomeni, da tudi vključujemo seveda Maribor tukaj zraven, Zavod za turizem, ker seveda oni so profesionalci, nam bojo pomagali pri teh stvarih, ker vseeno imajo pa več izkušnj kot pa občini Šentilj. Torej, glavna naloga Zavoda za turizem je v bistvu promocija. In v bistvu mi se priključujemo ne čisto v osnovni, začetni fazi, da to smo sedaj sodelovali v manjši različici. Za vnaprej je pa mišljeno, da se vključujemo, da svetujemo, da v bistvu pomagamo pri snovanju produktov in v bistvu občina Šentilj nam posreduje vsebine, kaj v bistvu oni želijo s tem razvijati in jih nekako vodimo. Na podlagi tega oblikujemo produkte, ki so seveda vezani na občino Šentilj in gremo malo globalno gledano tudi širšo regijsko,
ampak potem se pa povezujemo tudi, če gledamo mesto Maribor, občinsko, torej občina Maribor in seveda vse ostale občine, da povezujemo vse te zgodovinsko pomembne in pa trajnostne zgodbe v neko celoto. Namreč sami vemo, da v Mariboru je nekje povprečje bivanja gosta 2 dni in da si tudi mesto Maribor želi imeti goste, ki bi ostali pri nas 2, 3, 4, 5 in 5 dni in več. Ampak zato potrebujemo dodatne vsebine in zagotovo z tovrstnimi produkti lahko v bistvu povečamo obojni dobo bivanja. Zdaj, če to pomeni, da nekdo biva v Šentilju, nič za to, glavno, da biva v Sloveniji. Projekt bi naj bil končan čez 2 leti in čeprav sta mesti Šentilj in Goričan oddaljeni 120 kilometrov, vse kaže, da še nikoli nista bili bližje, kar pa verjetno velja tudi za Slovenijo in Hrvaško.